družba, spet sem jaz. Za vse tiste, ki me ne poznate, moje ime je Jana in tukaj se nahajamo v mehiškem kotičku. Občasno vas tukaj popeljemo v Mehiko, vam predstavimo kakšen kraj, kakšno hrano, kakšno tipično navado ali pa kakšne razlike med Slovenijo in Mehiko. Tokrat sva z Degom šla na obisk v magično vasico, dobesedno se tako reče vasicam, določenim vasicam v Mehiki, takšnim, ki so pomembne zaradi tradicije, kulture ali pa da so za turizem. Nova vasica, v kateri se nahajamo, je Real del Monte. Real, se veste, ne, to je pač veličanstvo, ime izhaja iz dejstva, da je tukaj bilo, potem, ko so Španci osvojili Mehiko, je bila pač tukaj španska monarhija. Monte so pa gore, tako da je pač monarhija in gore, no. Ali pa Mineral del Monte, mineral pa izhaja zaradi tega, ker so tukaj znani rudniki. Tukaj v Real del Monte so še vedno nahajajo aktivni rudniki zlata in srebra. No, jaz sedim tukaj pred eno zelo tipično, tradicionalno lokalom zlatarstva oziroma pač lokal za nakit, in sicer se izdeluje srebra. Gospod lastnik je gospod Pedro. Gospod je star že 81 let, ampak on se je pač inspiriral, rudarji so ga pač navduševali. In sicer ima on izdelke, miniature lantern, ki so jih rudarji uporabljali pri svojem delu v rudniku. In sicer so imeli eno linternico v ta namen, ker najprej so pač rudarji umirali zaradi tega, ker so bili pač po tunelih so se strupeni plini začeli pojavljati. Potem so eno obdobje kanarčke jemali s sabo v rudnike in če je pač kanarček umrl, je pomenil, da je bilo preveč strupenih plinov, se pravi, da rudarji niso smeli nadaljevati z delom. Potem so pa iznašli to linternico, ki je imela znotraj eno svečko, in kadar se je svečka ugasnila, je pomenilo, da je preveč strupenih plinov. No, gospod Pedro ima pač miniature iz srebra teh linternic, potem ima tudi miniature vozičkov rudarskih, in sicer mi smo tukaj na nadmorski višini 2700 metrov, se pravi skoraj toliko kot Triglav je tole visok, je pa 12 000 ljudi tukaj prebiva, no in skratka rudarji so izkopavali rudo srebra in so z vozički jo prepeljali potem do Pačuke, kjer se je ruda obdelala. In je bilo to 12 vozičkov, na katere se je spravili po 12 ton rude, se pravi 144 ton rude in vso mehanizacijo, da so lahko predelali. No, ima tudi eno miniaturo. Moram reči, da je gospod zelo kreativen, je imel eno linternico tudi mečkano, v katero se spravi zdravila, ne pač, da imaš ti pač za zdravila noter pospraviti. Potem je imel eno, kjer so se lučke pržgale, in eno je imel pa tudi za temne, kaj so pod božično smrečico postavil, zdaj sem pa pozabila izraz. Skratka, gospod je zelo kreativen. Zdaj me pa lepo prosim pospremite na glavni trg, kjer je vodnak in pa zelo znana cerkev. Vamos a la plaza, Diego. No, zdaj se pa nahajamo na glavnem trgu. Diego, ¿puedes mostrar a Turibus, por favor? Claro. Turibus. Diego je pokazal, pač vam je pokazal na posnetku avtobus, ki se v Mehiki imenuje Turibus. In sicer je to avtobus, ki ga pač so ga začeli uporabljati v različnih mestih in v različnih krajih, kjer so kakšne zanimivosti. In sicer pač greš na avtobus, plačaš karto za cel krog in potem takle avtobus se ustavlja na različnih znamenitostih. Tale konkretno gre na eno angleško pokopališče, potem gre do rudnikov in potem gre tudi na različne točke, kjer so prečudoviti razgledi. Stane pa 60 pesosov, tale ogled stane, približno traja 1 uro, je pa zaradi tako enih 2,80 € recimo stane, če greste na ta Turibus. Jaz tukaj sedim na vodnaku z želvicami, si je Tortugas, verdad? Aha. In ta vodnak je na trgu, na glavnem trgu. Zraven je tudi plaketa, in sicer z leta 2014 o posebnem prijateljstvu med Cornwallom in med Mehiko, ker jasno pač potem leta 1810 je bila v Mehiki je bila pač bitka za neodvisnost Mehike in se je Mehika osamosvojila. Prej so jih osvojili Španci in tukaj je pač španska monarhija je pač izkoriščala te rudnike.
No, potem, ko se je pa to prekinilo, za neodvisnostjo so bili pa zapuščeni rudniki, pač nobenih ni oskrboval, nobenih ni uporabljal. In potem so leta 1824, so pa pač povabili k sodelovanju pač prek investicij Angleže. In leta 1824 so prvi Angleži iz Cornwalla prišli sem, to so bili inženirji iz Cornwalla. In so pač nadaljevali z delom v rudnikih in zaradi tega je pač ta povezava med Real de Monte in z Anglijo. No, Angleži so pa prinesli sem tudi nogomet v Mehiko, prinesli so prvi parni stroj v Mehiko in tudi prinesli so tradicijo pastes, je pa pač ena tipična mehiška jed. To so vse ti inženirji prinesli s seboj, zato je tudi pač tisto pokopališče angleško, ker so pač Angleži prišli sem v Real del Monte. No, na moji desni strani je pa ena zelo lepa cerkvica in sicer se imenuje Nuestra Señora del Rosario, se pravi naša gospa rožnega venca. Je zgrajena bila od 15. stoletja naprej in sicer je pač plemič iz bližnjega San Miguel Regla je začel graditi cerkev najprej na svoje lastne stroške, no končalo se pa tako, da so morali pa rudarji prispevati, da se je zadeva zgradila do konca. Puedes mostrar el balcón, porfis? In cerkvica ima tudi en balkon, na katerem je slika device Guadalupe. In sicer ne vem, če se tukaj vidi, ampak ona ima temnejšo polt, eno tako mehiško polt. In pač tukaj veliko Mehičanov je vernih, je katolikov in še posebej častijo to devico Guadalupe, ker se smatra, da je ona zaščitnica Mehičanov. Upam, da vam je bil všeč naš potep po Real de Monte, to je samo en čisto majčken košček predstavitve te vasice. Jaz upam, da boste imeli kdaj možnost priti v Mehiko in če pridete, da si definitivno pogledate to vasico, ker je vredna ogleda. Če še vedno niste člani moje YouTube družinice, vas vabim, da aktivirate zvonček spodaj s pritiskom na gumbek ali pa če počakate do konca videa, ko se pojavi kremšnita in kliknete na njo, pa boste dobili brezplačna obvestila, kadar bodo naložene kakršnekoli nove vsebine na moj kanal. Upam, da se vam je video zdel zanimiv. Če imate kakršnokoli vprašanje ali pa željo, o čem želite, da govorimo o Mehiki, pa pustite komentar spodaj. Se vidimo za prihodnji video. Adijo!